k besedi vabim naslednjo predavateljico, dr. Biljano Dušič. Je zdravnica z afiniteto do indijske tradicije in indijske tradicionalne medicine ajurvede. Po slabih 10 letih dela kot splošna zdravnica je zapustila uradni zdravstveni sistem, ki se je vse bolj usmerjal proti obvladovanju bolezni in se odpravila iskati zdravje. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Zagrebu je študirala staroindijski jezik sanskrt in se posvetila ajurvedi, ki jo še vedno raziskuje in zasleduje. V naslednjem predavanju bomo torej izvedeli še nekaj več o življenju in delovanju mikrobov v našem črevesju s poudarkom in medsebojni povezavi med širšim črevesjem in možgani. Prosim. Hvala, Marjana. Ko smo se z Uršo pogovarjali, kaj bo ona odpredavala in kaj jaz, oziroma kje se bo ona ustavila, sem se jaz potem v resnici odločila, da še nekatere stvari povemo o mikrobioti, preden preidemo čisto na ta živčni sistem in povezavo mikrobiote z živčnim sistemom. Tako da prvo sem dala slajd, v katerem vas vabim, da če se vam med tem predavanjem porodi kakšno vprašanje, bi ga zastavili še preden ga pozabite. To, kar smo prej napisali, kar je Marjana že povedala, je naslov. Sedaj pa k predavanju. Črevesna mikrobiota, najprej nekaj, slika je simbolična, najprej nekaj osnovnih podatkov. Črevesna mikrobiota, torej mikrobi v našem črevesju, so predvsem visoko organizirana združba. To je združba, v kateri dejansko delujejo zakonitosti, kot recimo v neki družbi in različne kolonije, različne bakterije, različni glivice in ostalo, Urša nam je to že predstavila, sobivajo skupaj. To, da je visoko organizirana, pomeni dejansko, da prepoznavajo eno druge, da sodelujejo eno z drugo, da, tako kot piše v naslednjem tej alineji, običajno sposobna samoregulacije in uravnavanje svoje populacije in populacije drugih bakterij v črevesju. To pomeni, da obstajajo med njimi recimo samo za primer bakterije, ki so odgovorne za kvorum in če je preveč bakterij v njihovi populaciji ali preveč v neki drugi populaciji, izločajo določene molekule, ki se jim reče autoinducers, se pravi induserji, ki potem v resnici uravnavajo populacijo svojo in drugo. Potem poleg tega so pa, ko so v ravnovesju, te bakterije nam ne samo neškodljive, ampak tako kot je Urša že predstavila, nam je mikrobiota zelo koristna. To, kar je Urša že rekla, lepo povzemam, sestava je pri vsakem človeku različna, spreminja se glede na ritem prehranjevanja, količino, vsebino obrokov, glede na letni čas, glede na starost gostitelja, glede na naša duševna stanja in razpoloženja, glede na vsebino naših misli in glede še na veliko drugih dejavnikov. Kar vse izločajo, zakaj so nam koristne. Bakterije črevesne biote proizvajajo vse te B vitamine, ki so tukaj našteti, B1, ki se mu reče tiamin, B2, riboflavin, B3, niacin ali nikotinska kislina, B5, pantotenska kislina, B6, piridoksin, B7, biotin, temu se reče včasih vitamin H, B9, folat recimo, vse so to vitamini, ki tudi mikrobiota izloča. Okoli 20% črevesnih bakterij recimo lahko izloča B12, ampak več kot 80% bakterij v našem črevesju pa rabi B12 za svojo presnovo. Proizvajajo bakterije tudi do 50%
dnevnih potreb po vitaminu K, nekatere študije nakazujejo, da verjetno tudi spreminjajo neaktivno obliko vitamina D v aktivno obliko, ki nam je zelo koristna. Za razliko od vitaminov, torej, ki jih zaužijemo s hrano in ki se absorbirajo večinsko v tenkem črevesju, se praktično vitamini, ki jih proizvaja mikrobiota, zato ker je mikrobiota najbolj gosta v debelem črevesju, se absorbirajo v debelem črevesju. Podpora in pomoč imunskemu sistemu svojo gostoto mikrobiota preprosto preprečuje poselitev drugim bakterijam, ki so škodljive. To doseže prvo tako, da jih je zelo veliko in da ni prostora za one druge, doseže tako, da porabi vsa hranila, tako da jih ni za one druge, doseže tako tudi, da aktivno izloča določene snovi, tlele sem napisala, ki se jim reče citokini, to so določene molekule, ki potem ali ubijajo ali inhibirajo te tako imenovane slabe bakterije. In tesno sodelujejo z limfnim sistemom, ki je zelo obsežen, močno prisoten v prebavilih. To so razne limfne celice, ki so posamične pod sluznico in vmes med sluznico prebavil. Bezgavke, ki so ob hrbtenici tam zadaj in ob eni žili, ki se reče mezenterične bezgavke, se jim reče, se pravi ob tisti fasciji, ob tisti vezivni opni, katera je na zadnji plati prebavil, in temu se vsemu reče GALT, Gut Associated limfno tkivo, in s temi perjevimi ploščami, ki jih je tudi Urša omenila, ki so zelo, zelo blizu lumna črevesja, in mikrobiota praktično tem limfnim celicam prezentira praktično antigene, svoje lastne, potem tistih bakterij, ki so jih uničile, in na ta način pomagajo, da se ustvarjajo antitelesa, da ta limfna tkiva ustvarjajo antitelesa. Zdaj pa nekaj o povezavi med črevesno mikrobioto in živčnim sistemom. Mikroorganizmi črevesne biote izločajo različne molekule, katere vplivajo na živčni sistem. Tukaj jih samo naštejemo. To so že omenjeni citokini, to so razne molekule, ki omogočajo, cito je celica, kini od kinetika, od gibanja, skratka nekaj, kar omogoča, kar vpliva na celice na različne načine. Neuropeptidi so mali, kako bi rekla, male verige aminokislin, ki delujejo zelo sorodno kot nevrotransmiterji, ki jih tudi izloča mikrobiota, ampak delujejo bistveno hitreje in so bistveno manjši. Potem so to, kar je Urša omenila, razvejane verižne aminokisline in te kratkoverižne maščobne kisline, ki smo slišali že, kaj jim vse dobrega naredijo črevesju. Torej, to so načini, to so v resnici mikroorganizmi, vse to izločajo in vse to tukaj našteto lahko potencialno vpliva na živčni sistem. Te molekule do živčnega sistema preusmerjajo te bakterije oziroma te mikroorganizmi na različne načine. Preko krvi, torej potem naprej od krvi preko teh celic, ki so tudi v črevesju obstaja difuzni endokrini sistem, torej celice endokrinega sistema, ki niso sprijete v neko žlezo, ampak so pravzaprav razmetane po steni prebavil, predvsem debelega črevesja, tam ki najdeš tudi mikrobiote, ampak tudi po drugih delih prebavil. Torej, preko krvi naprej preko teh endokrinih celic, ki potem izločajo svoje hormone, kateri potujejo po krvi in vplivajo na živčni sistem. Potem preko celic tako imenovanih nevropodov, to so neke celice, ki so pravzaprav kot neki transmiterji. Na eni strani je molekula, ki izloči bakterija, potem ta
snov, ta molekula pač je absorbirana strani teh nevropodov in na drugi strani ta celica komunicira z živčnim končičem in mu kot neke vrste sporoči mu nekaj z sinapso, ki jo ima. In potem direktno preko vpliva na živce v steni črevesja, torej direktno s tem, da bakterija ali njena molekula predre skozi sluznico in pride do tistega dela stene črevesja, ki je že živčni končič, to je tik pod sluznico, živčni končič prišel najbližje. Na katere dele možganov vpliva črevesna biota? Predvsem na tako imenovani limbični sistem. To je tukaj na tej sliki tam tista sredina, ki je ena taka mala ovalna pikica v sredini in to, kar je od spodaj pod njo, to je pač prečni prerez možganov, in limbični sistem sestavlja nekaj struktur možganov, ki se predvsem nahajajo v tem središčnem delu, ki ga tlele vidite. Torej, ta limbični sistem je tesno povezan z našimi čustvenimi odzivi, motivacijo, da delamo stvari, z našim obnašanjem, z dolgoročnim spominom in tudi z možganskim centrom zavoh. V povezavi z limbičnim sistemom oziroma preko njega je torej ta vpliv mikrobiote torej povezan tudi s to predfrontalno možgansko skorjo, to je tisto, kar vidite tle naprej proti besedilu, to je najbolj razvit del možganov, kateri je odgovoren za osredotočanje, oblikovanje misli, odločitev, planiranje. In tam v tem prefrontalnem delu možganske skorje je tudi naša sposobnost, da kontroliramo stres. Na vse to torej mikrobiota preko teh krvi, endokrinih celic in direktno preko vpliva na živce, pač lahko pride do vpliva na možgane. Živci so v steni črevesja, to je, in oni potem potujejo oziroma prevajajo ta impulze naprej. Omenila bi še vagusni živec, ki se mi zdi zelo pomemben. Vagusni živec je 10. par možganskih živcev in izhaja iz tega zadnjega starega dela možganov. Tukaj ga vidite kot ta najbolj središčni, ki pride vse do prebavil, spodaj, ki imate vejce rumene, rumeno je živc, vse do stene prebavil. Ta vagusni živc povezuje možgane z organi telesa. Praktično se možgani zavedajo, kaj se v telesu dogaja preko vagusnega živca in te organe, ki jih živc vagus povezuje z možgani, so srce, pljuča, prebavila, vse do prvega dela tega prečnega dela debelega črevesja, celo do rodil pridajo vejice vagusnega živca. In vagusni živc vsem tem organom nosi tako imenovana parasimpatična vlakna, kar pomeni vlakna, ki so zadolžena ne samo za gibanje debelega črevesja nasploh oziroma prebavil, ampak tudi za upočasnitev tega gibanja. Zdaj je postalo jasno tudi naši medicini, da ne vpliva samo na to, da se giblje, ampak tudi, da upočasni gibanja. Torej ima motorična vlakna, torej tista, ki omogočajo gibanje, in senzorična vlakna, to je tista, po katerih potuje občutek, kaj se dogaja v črevesju, nazaj proti možganom, torej omogoča to dvosmerno komunikacijo. Torej, to, da je parasimpatičen, parasimpatikus, njegov vpliv na prebavo je tako strnjen, mogoče v dve besedi, imeti mir pri prebavi. Prebava je umirjena, pač to je generalno vpliv parasimpatikusa na telo. In na vagusni živec seveda ravno tako vpliva črevesna mikrobiota. Tudi vsa naša čustva, motivi, razpoloženja, misli, odločitve seveda vplivajo nazaj na črevesno mikrobioto, zaradi tega, ker je pač tudi
so možgani povezani nazaj z vsemi deli črevesja preko hormonov, ampak tudi preko avtonomnega živčnega sistema. Čim bolj so ta naša duševna stanja harmonična, ubrana, ljubeča, več parasimpatičnih vplivov, torej tisto, kar umirja in, bi rekla, pomirja tudi vnetje, je na prebavila tudi in na mikrobioto oziroma na razmerje raznih kolonij, raznih mikroorganizmov, dobrih in slabih. Tako da to bi samo poudarila, da ne vpliva mikrobiota samo na nas, mi vplivamo na mikrobioto in predvsem vplivamo s tem, kakšno, če hočete, ozračje gojimo v svoji duševnosti. In zdaj še ajurvedski pogled na vlogo in mesto črevesne mikrobiote. Ajurveda omogoča oziroma omenja te 3 regulatorne sile, ki generalno vplivajo na vse v naravi in tudi na naše telo, ki je tudi del, in na tudi duševnost, ki je del narave. To so, on jim daje ime, pač jih kliče duše, ampak to nam je zdaj relativno nepomembno. Tisto, kar je važno, je, da je ena sila tista, ki razgrajuje, tista, čemu v telesu rečemo katabolična sila. Druga sila je tisto, kar izgrajuje, to je anabolična sila, in tretja sila je tista, ki omogoča, da te dve ohranjata neko povezavo med seboj in da te dve sile imata vsako svoje mesto. In vsaka od teh sil ima tako imenovano guno. Vsaka teh sil je lahko harmonična, ali je preveč dinamična, ali je celo inertna, torej težko gibljiva. Tako da se pravi, da te procesi potekajo zelo, zelo počasi in celo preveč počasi. Tako da te 3 tako imenovane gune, kvalitete teh sil, določajo razmerje, če hočete, vzdušje med mikroorganizmi mikrobiote in gostiteljem, med mikroorganizmi med seboj in med njimi in gostiteljem. In kot vse celice in organi v telesu je tudi mikrobiota vitalno odvisna od vsebin naše duševnosti. V ajurvedi vse nastaja od subtilnega proti snovnemu, tako kot tudi kozmologija uči, da na začetku najprej nič, potem polje, katere se čudno obnaša, dokler se v njemu ne začnejo valovanja, in potem se odlomijo neke 4 sile, 4 sile narava in potem šele nastajajo delci itd. itd. Tako tudi gleda na naše telo in na človeško bitje, torej kot bitje, ki nastaja od subtilnega proti snovnemu in zaradi tega to subtilno temeljno vpliva na vse snovno. Za ajurvedo je telo samo avtomat, ki se odziva na to, kar nosimo v svoji duševnosti, v svoji zavesti. In zaključila bi s tem citatom Platona, da je velika napaka, kot vidite, tudi v njegovem času je bila ta ista napaka, velika napaka zdravnikov današnjega časa, pravi Platon, je, da poskušajo zdraviti telo, da ne razumejo, da ga nikoli ne bi smeli zdraviti in da bi sočasno zdravili tudi dušo. Hvala vam. Najlepša hvala doktorici Biljani Dušič, da nam je odstrla vpogled na nekatere izjemne funkcije črevesja in na to dvosmerno komunikacijo med bakterijami v našem črevesju in našimi možgani ter na vpliv naše duševnosti na sestavo, kvaliteto, stabilnost črevesne mikrobiote.